zakaj sem vsak dan slabši. Komaj še premikam roke in noge. Dobro se počutim, samo če sedim. Ni to od tega, da imam že več kot 100 let. Ne. To so vendar leta modrosti. Metuzalem je bil pri svojih 100 letih še pravi lahkoživec. Zakaj pa ne bi bil še jaz? Če si lase in brado na črno pobarvam, sem lahko še prav čim. Samo hudič bi mi spet vrnil moč in zdravje. Zares, samo hudič. Že 80 let pripovedujem vsem ljudem, da sem hudičev prijatelj in da naredi hudič vse, kar mu ukaže. Žal so pa to samo prazne besede. Se zato mi pa tudi vsi verjamejo. Če bi govoril po resnici, mi ne bi nihče verjel. Kakšna škoda. Kakšna škoda, da si ne morem pomagati. S hudičem. Dragi doktor Faust, želite me videti, tukaj sem. Dragi doktor Faust, želite me videti, tukaj sem. Kdo ste vi? Hudič. Hudič. Pojdite stran. Grozni ste in smrdite po prismojenem. Nekam čudno me sprejmete, glede na to, da trdite, da se z mano v zvezi. Da niste vi kak norčav študent, ki se hoče šaliti z mano. Pojdite proč. Drugače bom poklical. Stražarja. Stražarji spijo ob tej uri, ne bodite na otroči. Otroči? Pri mojih letih. Ravno pri vaših letih je značilno, da vam gre malo na otročje. Vendar se potrudite in bodite vsaj malce pametni. Živeli ste v čarovnije in trdili ste, da ste moj prijatelj. Zdaj so se vaše laži uresničile. Odgovorite naravnost. Hočete postati spet mladi, da ali ne? Vas se tresem. Dajte mi malo časa, pridem k sebi. Jaz pa ne morem izgubljati časa. Prišel sem na zemljo brez ženi nevednosti. Komaj 5 minut imam še časa. Brž odgovorite. Če se zato, se vrnem v pekel in prosim ženo dovoljenja za izhod, pa se vrnem. Ste za to? Če se pravi... To se pravi, da ste. Samo pomislite. Znova boste zaživeli. Nič več starosti, nič več bolehnosti. Prodate mi svojo dušo, vendar je bom vzel šele čez 100 let. To je daleč. Dajmo, zganite za doktor. Kakšno naključje? Kakšno naključje? To je dobro naključje. Nasvidenje, takoj bom nazaj. Človek. Čuden hudič, ki ne more storiti ničesar, ne da bi vprašal ženo za dovoljenje.
Torej ta sila, ki se ji boji v svet. V glavi se mi vrti. Nikdar si ne bi mislil, da je hudič tako obogareva. Na zemlji vendar. Zdaj pa hodiš vam brez mojega dovoljenja. Saj sem šel samo za 5 minut. Če to je preveč. Bila je nadvse važna zadeva. Saj jih poznamo te tvoje važne zadeve. Bekarije. Nije večje nerode kot si ti. Pri kom si bil? Pri nekem starem gospodu. To nič ne pove. Moje stranke so zmeraj bolj redke, draga moja. Ljudje na zemlji se zadnje čase neznosno dobro obnašajo. Primanjkuje mi človeških teles za hrano peklenskimi ognju, pa se mi je zdelo prav, da potipam teren pred nekem starem goljufu, ki se izdaje za mojega prijatelja. Kaj mi točno kaš? Kdo je ta goljuf? To je slavni doktor Faust. Ne poznam. Kako da ne? Ti vsak? To je eden izmed najbolj slavnih ljudi na svetu. Ti vsaki marni verjameš, pripelješ pa zmeraj same izvečke. To pa že ni res. To ni res? Misliš, da imaš strašno moč, v resnici pa nisi nič bolj hudober kot kak kozel. Ampak... Če samo pomisliš, da si imel sijajno službo nebeškega angela, pa si rajši izbral položaj blagega angela, samo da bi bil bolj slaven. Jaz pa, ki sem mislila, da se bom poveljavila pred svojimi prijateljicami, če se bom poročila s tistim, ki se ga na zemlji najbolj bojijo. Jaz se ke sam, ker sem vzela takega bedaka, kot si ti. To bi bil lep tvoj ogled, ko bi ljudje vedeli, kakšen si v resnici. Saj ne vedo, torej je vse v redu. Jaz, ki živim s teboj, jaz vem, kaj si v resnici. Poslušaj me, moja sladka polovica. Tvoji sladki polovici je že vsega zadosti. Kako je lepo toplo in kako se človek doma dobro počuti. Ni videti, ko pa kar naprej siliš ven. Saj grem ven samo zaradi tvojih strank. Na dober izgovor tele stranke, kaj? Draga moja, pojdi mi pripraviti pretlago, prosim te. Kako? Boš že spet odšel? Ja, da grem po slavnega doktorja Fausta. Kaj ne more priti sam, kaj treba hoditi spet na dom? Kaj hoče, z velikimi osebnostmi je treba biti obziran. Nikar mi ne tvezi. Prisegam ti, da sem odkrito srčen kot angelček. Res srčkan angelček, kozja brada, oslovska ušesa, kosmata koža, pod ponošenimi škrenci pa ti visi rep kot polnemu levu. Kako sem neumna, da se razburjam zaradi teh tvojih burk. Kakšna neki bi bila tista stara čarovnica, ki bi bil ti všeč. Res nisi niti najmanj lep. Jaz sem hudičev lep. Kako mišljavec! Še eno besedo, ko ti ne pripravi prtljage. Sedi tja in čakaj, da ti pripeljem prtljage. Opozarjam pa te, če mi ne pripelješ tega slavnega doktorja Fausta v 24 urah, te bom pustila zunaj pred vrati in boš na zemlji poginil od mraza. V kakšnem položaju sem? Žena hoče, da je pripeljem onega v 24 urah, po pogodbi pa je ga lahko pripeljem šele čez 100 let. Kar strese me, ko pomislim na to. Biti hudič pa res ni vedno zabavno. Saj imam rad svojo ženo, kar je res. Mi pa lahko živeti z njo.
Fadar! A zdaj je pa še ta, zdaj je pa še hči prišla. Štire zjutraj sem prišla za nekaj. Alaško sem se ne kregata. Kaj je spet? Mam sem rekel, da grem spet na zemljo. A na zemljo? Kam pa? Gremo v Frankfurt ali Strasburg. A mi boš ene par stvari prinesel? Seveda, seveda. Dobro me pusti. Hočem pinki dolgo obleko za maturanca, rdečo obleko s črnimi našitki za žurke, bulerje, ostarke, štikance, nutelo, ukančke za pesence, torbice, umetne trepalnice, gel, šlake, parfum od Billie Eilish, botok za pristance. Ampak vendar! Nisem še konc. 2 zlata fancy hotela, pa naročnino za Netflix, pa nov iPhone, pa rabim poslo. Poslo, kot gondola. Podpisam dres od Dončiča, stopnico za Helja Spasa, prekajenega luksusa tatarca, nutelo, velik nutele, električno kitaro, bobne, gemarsko konzolo, karaoke, mašino, monopoli, enko, tarot, poker, a sem nutelo že omenila, pa črnega Petra. Kaj pa človek ne jedi se? Da, itak, pa človek ne jezi se tudi. Skor sem pozabila, čakaj. Rabim še poročno obleko. No, pa ti pa. Slišala sem, da si tistega Fausta naredil mladega, lepega, pa fez. Pripelj mi tega doktorja Fausta. Dolg če se tleda opet tu. Rabim ga, hočem ga, moram ga imeti. Ampak! Neč ampak, če pa na hotel sam pred, ga pa celo pot do pekla nabrcaj. Konček je pripravljen. Pojdi k hudiču in dobro se vidi. Se našla, če pozabim. Na listke si napiš. Pa dobro. Všeč ste mi, gospa. Hvala, gospod doktor, je strašno dobro. Vejte, ali nisem privlačen? Ja, gospod doktor je strašno fejs. Vaše besede mi poživljajo. Čustven postaja. Sladki angel,
Lepša si ko Venera. Ma kdo je ta Venera? Boginja Angel mu zdrav. Ma kaj je boginja ženska? Ne. Pa kdo je pekote? V tišini svojega priliča. Ama, če boste tiho, ne boste več govorili, kako mi boste potem razložili? Nikaj nič ne sprašujem. Vse boš izvedela. 3-krat škampe, Benega miru nima človek. pa 2-krat Ni kalamari. napak ta mala strežajka. Pa lirice. Živemo, dokler je še čas. Opa! Odlosta me! Ščitljem pristno na kateri zdim. To pa so neprijetne strani mladosti. Ja, ma zreja, da ga splošno mako v dobivalku. To sem storil zato, da bi ti vzbudil ljubezen. Če ne boš za to, da bi preizkušal svoje čas. Ne zamerim sladki. Čas tako hitro teče in treba ga izkoristiti. Bodi družica mojega življenja. Pridi v gondolo moje ljubezni in zaplula bova po oceanu sreči. Imaš še nikdar nisem bila z tvojega kraja in tudi mi ni do teh potovanj. Tvoja ravnodušnost me neznansko razvija. Tvoje upiranje draži moje ljubezni, tvoja postava. Ma boste, postavno je postavo. Enkrat porado, Benega miru nima 2-krat človek. srdeče. Ker vidim, ima gospod doktor v kastrulo. Slušaj si ti, kozica je ni toliko vredna kup pomivalka. Vsak ima svoj okus, meni se kastrula gravža. Ne se mi pomivalka. Prebija! Boževanje ni spod tebe, prestiče biti odvisno, če stiš bliže svojim okroglinam. Sam probajte, pa te vidiš vase v zgodbo. No. Zabrišem tiste srdelce, ki je v ksihtju. Jaz sem poštena punca. Poštena! Pa je vsakega gosta vas na bar, da zgrabiži. Ona pa pljuva v župo. Se morata dve odlični dami takole pogovarjati. Jaz samo delam svoj šiht, pa namaram, da se me švata. Ta pripetljaj je bil obžalovanja vreden. Gospod, vi ste en lahko živc. Okoriščam se s svojim. Živim razborljivo življenje. Nosi le, vrtine si živim. Bravo vam, vas malo je predragači. Na jezde tam špahertam ne najdem drugačne posebne zabave. Samo od tebe sladki, Janka. Odvisno, če greš zmažati. V blago dišeče pokrajino, kjer boš poslušala moje vroče izmene. Ama, kaj nisem te, da mi se tam špahertam, če ni za dosti to. Razumi me vendar. Razumem samo, da če pride una pomivalka nazaj, jo boste vščipali v tisto, na kateri sedi. Reči ti enkrat vse. Hočeš, da ti ponudim pošteno obdobje? Kupim ti bom malo hišico na deželi, ti pa mi boš pripravila slastno jedi. Da bom nazaj za špahertam. Ma to se ne splača, ma Živela bova kot dva ptička. tička, samo tu gre po glavi. Hočeš si pa vzame še deklo. Kako pa je, da se boste štamali z njo? Tvoje upiranje krči moje dovodnice, odvodnice, mišice, kite, želodec, nos, usta, ušesa. Skratka vse notrnje in zunanje organe. A vidiš, kam me je pripeljala ljubezen do tvojih božanskih čarov? In čudiginka ni hajni, je? Nobenega miru nima človek. In da ima gospod rad kastrolo. Kaj želite, prijateljče? Nu, ein štik tlačika. To bi lahko naročili zunaj, pri strežajki. Ona mi je rekla, ne upam si več v kuhno zaradi tistega Fausta. Nekaj vas švata pa šipijo tisto, na katerem sedite. Poslušajte, prijateljček, pa ja ne mislite, se bom z vami spuščal igrico, ki jo namerim različno dan. Vsi vedo, da se radi šalite, gospod. Res ne vem, zakaj vas to dekle ne mara. Na vse zadnje z njim izkazujete samo veliko čas. Razložite to kuharici, ki tako viha nos nad mojo ognjevitostjo. Ma kje če ste, gospod? Cel dan stojim za špahertam in ni čudno, da mi ni do romantike, če mi govoriste vrni. Prijateljček,
Občudujte moč ljubezni, tega vzvoda človeškega rodu. Poglejte mene, slavnega doktorja Fausta. Kako trepetam pred tem bitjem, ki ne ve komu naj nameni prednost. Svojemu špagetku ali meni. O, mein Gott! Бъч моя таджика, и защо ной му? И боим се да му първо пиша страха и за първо рука. Vidiš, nacrt meni ne veš, kakve svetlice. Tu se reče? Ma kaj se reče? Ma ne vem, kako ne vam to povem. Se mogoče dobiš za svojo čedno. Toliko bolje. Sem se bal te pretehe. Kaj pa potem? Zakaj to obotavljanje, ki mi pomalem jemne življenje? Zato. Oprostite. Nobenega miru nima človek. Kaj lepo ide notre? Prijemo žakar. Pana, što je te moške? Tu je slavni gospod Faust. Kaj me imaš za bedrako? Štefana! Če ti misliš, kako je mislim, ko je to res, ti najbrž tudi misliš, ko sem rekel, kako bolje zmisliš. Kaj naj bi slavni, mladi gospod Faust imel opravka z eno kimsko deklo? Ti pa ges, ni pa sva za skupaj. To ti je nepravi gospod. Če bi bil gospod, ne bi bil ti. Pa to je zapeljivec, tu je žez. Bomo te mi še izpelati. Samo to ne bi šlo, samo to. Vzijemo vesno, pa nabijem to možaka nekak ribo, zato kar nekaj dam na svojo čast. Ma ne delaj neumnosti, Peregrin. Pa mu delo. Da ne mi je Peregrin, ma gospodu ne prideš nekaj na koljanju. Pasam! Dobro roko. Pa ne dukše od mojega vesla. Ne, prijatelj. Mi ne bodi. Spustili moj veslo. Nikakor. Da vam pošljati. Vi ste navadna prpa, kad se izkoriščate s tem, kak je ne veničate svoj pripravo, kak je veničate vi proti mene. Prije. Zaura. Zakričamo na pomoč. Pa ni tiho, Peregrin, da te ne čuje više trupra. Če me pa še bojte. Ma gospod, ja te usmiljenje do tvojega moža. Kaj slišim? To je vaš mož? To sem vam htjela prej povedati, ma nisam vedela kako. Kaj? Grozovite ga! Usmilite nesrečnoga stražara, kaj je mi zmužen nasilnoga dejanja? Rakopitec! In ne premorate niti drogati junaštva! Jaz imam pacifistično naravo! Pacifistično naravo, ja? Trište se kot žrtva! Pa dovolj! Izbirajte! Ali umrete, ali mi prepustite svojo ženo. Smrti se v njemu zbral. Gospod veliki Faust, imate prav. Peregrin, ti si ena navadna leva, te zapuščam. I grem svojim doktorjem v njegovo gondolo. Nebeška sreča, sladki angel, kako lepo je življenje, kako lepa je mladost. Najlepše ženske so na ta voljo. Odišla sem, kakšno razburjenje. Še nikdar nisem občutil takšnega razburjenja. Nevarnost me čisto okromi, vsa že visoko pomedljiv. Te mladi gospod Faust je res pravi lež. Jaz sem povrcu. Uršula! Uršula! Uršula!
Halo! A si me klical v perigri? Velika sreča naj je trufila. Kakšna pa? Slabnim gospodom, mladim sem skleno ljubeznivni dogovor. Dovoljno sem njemi kot odpela mojo ženo. Tako sem zdaj, ti pa ges pa ti rešen. Še dobro, da vsaj nimaš rad kastrole. Vse se je lepo, spodobno zriktalo. Ti mladi gospod Fost je resen dostojen. O, dostojan, ja, dostojan. On me je vščipnil tisto, na čemer zdelim. Kva praviš, Uršula? Gdje je ta moja vesla? Kaj nabije toga Fosta kak smrdečo ribo? A da ne delaj kozlari, peregrini. Samo kaj znaš, kaj se še komaj vladam. Se je on dosti štrafan. On bo s tvojo ženo živo. Na zdravlje, peregrini. Posled s temu dolgo veslo. Na zdravlje. Čudno, kako čas beži. Če pomislim, je že 70 let, odkar sem ugrabil ženo tistega mornarja. Štefana. Moja Štefana, življenje ali smrt. Ti si za mene ko en rajski vrt. Ma Bog ni to, da bi jaz ratov tvoj mož. Bila svoj cajt si moja, več moja ne boš. Še bi lahko naštel. Živel sem sjajno življenje, polno izbranih, neprestano obnovljivih ljubezni. Postal sem star, zelo star. A mi je vendar vedno več do življenja. Ne maram več sive brade in sivih las. Ne maram. Pozdravljeni, dragi doktor Faust. Pozdravljeni, dragi doktor Faust. Aj, to si drda takole priti k meni. Kaj me ne prepoznate? Vi ste, kaj vas je privedlo sem? Poglejte ta pergament. Podpisan je z vašo krvjo, tako kot je treba. Da je že 100 let minilo, odkar sem podpisal. Kako res je, da čas hitro teče.
Jaz pa nisem tega mnenja. 100 let na zemlji je dolga, pri takem mrazu. Čakal sem vas. Niste pa niste nehali živeti. Jaz sem pa zmrzoval. Vaše sonce ne zalega našim pečem. Vrniti se moramo v 24 urah. Moja žena je najbrž že vsa iz sebe. Niti minute ne smeva več zamuditi. Poslušajte, prijateljček, kaj če bi midva sklenila novo pogodbo? Za nadaljnih 100 let. Nehajte me zlorabljati, dragi doktor. Živeli ste 200 let. Zadovoljite se s tem. Poleg tega pa, življenje na zemlji ni ne vem kako lepo, da bi ga kar naprej znova in znova začenjali. Mogoče ni tako lepo, ampak človeku je do njega. Podpisali ste pogodbo za 1 stoletje. Komedija je končana. Bodite z mano. Ja, kako ste neizprosni. Pravičen sem. Poleg tega pa, če vam vse povem, sem kar malce vznemirjen, če pomislim, kaj naj jo čaka pri meni doma. Vaša družba mi bo prav dobrodošla. Upam, da se bo tudi na vas usul dobršen del nevihte, ki me čaka. Sej komaj hodim. Kako bom pa zmogel to pot? Ja, podajte mi roko. Kako mrzlo roko imate. Kot smrt. Mitva sva. Kdo? Mitva! Doktor Faust. In tvoj oboževani soprog. Kako? Pa se zdaj pride? Saj še ni pozno. Ne izgovarjaj se, moral bi se vrniti v 24 urah in mi pripeljati dostojanstveno osebnost. Tukaj je ta dostojanstvena osebnost. Slavni doktor Faust. 100 let si bil zunaj zato, da si mi pripeljal to človeško razvalino? Obvladaj se, draga moja. Pa ne se obvladam! Kaj pa ne počnem s to pergamentno kožo? Komaj 5 minut bo držala ogenj v peči. Grozno. Tako tu človeka slabo sprejemajo. Nič se ni ženite k srcu tega, dragi doktor. In to je ta slavni doktor Faust, o katerem je toliko govoril. Pa je res nekaj posebnega. Ta dama ne premore nobenega spoštovanja do visoke starosti. Nič se ne vznemirite, dragi doktor. Bolj nagla je, sicer pa je izvrstno bitje. Postala bosta še najboljša prijatelja. Nikoli ta stari gospod se mi gnusi. O, gospa! Nič se ne brigajte, dragi doktor. To so samo besede. Očka, moj dragi očka, kako dolgo sem te čakala. Kje je šlepar z darili in tip, ki si mi ga obljubil? Kdo je ta stara furija? Tvoja hči, kaj jo ne prepoznaš? Tipec tak. Kako pa naj jo spoznam? Saj ni mogoče spoznati, to je čarovnija. Nobena čarovnija, 100 let je starejša. Jasno. Vsi hudiči. Moja hči je stara devica. Očka, kako si hudoben! Hudoben jaz? Še huje kot to, satanski si. Človek bi mislil, da je na zemlji, ko posluša te družinske prepire. Kje je lepi mladi mož, ki ga čakam že 100 let? Tukaj. To je slavni doktor Faust. Za koga me pa imaš, da bi jaz hotla tega groznega starca? Oprostite, gospodična. Vaše besede mi prizadevajo veliko muko. Izrojenega očeta imam. Jaz, da sem izrojen oče, ker sem ti pripeljal moža, ki je njegova starost v skladu s tvojo. Ampak samo, če ga pogledam, se mi obrača želodec. Prostite, gospodična, to je pa že od sile. A mislite, se meni ne obrača želodecko? Vas gledam. Ne sram. Pripeljal si človeka, ki žali tvojo hčer. Ja, človeka, ki je grd, star
In povrhu vsega še prostaški. Ti si odgovoren za nesrečo svojega otroka. V enem stoletju se je posušila od same nestrpnosti. Podpisal sem pogodbo za 1 stoletje. Pogodbe je treba spoštovati. Ah, saj ne veš, kaj govoriš. In jaz sem v Boga žrtav te pogodbe. A pridi v objavi svoje matere, otrok moj, tvorače te ne razume. To je pravi pekel. Nikar mi ne pravite tega, dragi doktor. Kaj moj brata vidva? Sej ne mrmrava. No, zdaj pa vi, ki se imate za doktorja, marš v kotov, čarovnica, in ostali vam podobno poljuba. Morje! Se že začenja creti. Dragi demon, prosim vas, posredujte zame. Kaj pa naj jaz naredim? Tukaj ima ona glavno besedo. Dajte no, malo več odločnosti. Odločnosti se vidi, da me ne poznate. Jaz sem vendar samo ubog hudič.